lep pozdrav. Ob zaključku mandata želim podati kratek pregled aktivnosti na področju zakonodaje in ostalih aktivnosti, ki so bile storjene na področju okolja in prostora v tem mandatu. Kot veste, so bili v tem mandatu sprejeti številni zakoni in podzakonski akti iz tega področja. Gre za zakonodajo, katere učinki se bodo v največji meri pokazali šele v mandatu, ki je pred nami. Zelo pomembno področje je seveda stanovanjsko, mislim, da mimo tega ni mogoče. V tem mandatu je bilo sprejetih na ravni vlade in ministrstva kar nekaj ukrepov s tega področja. Glavna ovira pri ambicioznejšem zastavljanju oziroma realizaciji ciljev ni bila toliko materialna plat, se pravi sredstva in sami postopki, pač pa pomanjkanje ustreznih lokacij za umeščanje teh investicij v prostor. Na ravni Državnega zbora smo v tem mandatu sprejeli novelo stanovanjskega zakona in zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijam mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Dogodki v zadnjih letih nas prepričujejo tudi o tem, da so bile sprejete spremembe oziroma sprememba zakona o odpravi posledic naravnih nesreč ustrezna in primerna. Tudi vlada se je v vseh teh primerih odzvala hitro in učinkovito, ravno tako Državni zbor. Mislim, da so podnebne spremembe področje, kjer nas v prihodnje čaka še največ dela. Gre za to, da moramo spremeniti ne samo administrativne postopke in del zakonodaje, ampak predvsem vzorce obnašanja. Slovenija sama je sicer del tega globalnega sveta in ne more vplivati na vprašanja, kot so podnebne spremembe, ker je to problem praktično celotnega sveta. Veliko pa lahko storimo na področjih uporabe obnovljivih virov energije, ki so pomembni tudi zaradi ohranitve čiste narave. Čisto življenjsko okolje je namreč največja vrednota, ki smo jo dolžni varovati in ohranjati. Zato prilagajanje podnebnim spremembam v prihodnje v Slovenski demokratski stranki jemljemo predvsem kot izziv za hitrejši razvoj Slovenije.